In če smo že pri tatovih, danes je svoj odstop podal poslanec LMŠ Darij Krajčič, ker je med torkovo sejo v bližnji trgovini ukradel sendvič. Tako je. Novi časi so zapihali v Sloveniji. Če je včasih iz državne blagajne brez problema zginil kakšen milijon in zato ni bil noben kaznovan, je Marjan Šarec mejo sprejemljivosti znižal na 12 dek posebne. Tole je moj kolega bivši. Naslednja, ki se lahko obetata odstop, sta poslanka, ki se je zaradi nedelujoče urbane zastonj pelala s trolo, in poslanec, ki mu je parkomat vrnil 20 centov preveč. Ničelno toleranco do kriminala seveda pozdravljamo, čeprav naj bi stranko LMŠ bolj kot sama kraja zmotilo, da je Krajčič vzel sendvič v sestavi SDS. Salama, dimljen sir. Zdaj pa v tople kraje. ZDA so zaradi dvomov o legitimnostih venezuelskih volitev odvzele podporo dosedanjemu predsedniku Nikolasu Maduru in za predsednika države podprle predsednika parlamenta Juana Guaidoja. Torej, ker obstaja dvom, koliko ljudi je v resnici glasovalo za Madura, bodo za predsednika raj podprli človeka, za katerega so 100% prepričani, da zanj ni glasoval nihče. Rusija in Kitajska torej podpirata Madura, ZDA in Slovenija pa Guaidoja. Folk, pa kaj se mi gremo? To ni Eurosong, kjer vsaka država podelila 12 točk, kdo bo vodil Venezuelo. Mi imamo na Venezuelo toliko vpliva, kot ga imajo Venezuelci pri glasovanju, iz katerega jezika naj prihodnje prevaja Kobal. Spet so me, spet žolkne. To je tako, kot bi v našem državnem zboru glasovali, a želimo obdržati plimo in oseko. Na ene stvari pač nimaš vpliva. In medtem ko v Venezueli iščejo predsednika, ZDA tja pošiljajo humanitarno pomoč, ki jo bodoči bivši vodja države Maduro seveda sprejema odprtih rok. Venezuelska vojska je sinoči po njegovem ukazu zaprla mejo s Kolumbijo, da bi preprečila uvoz ameriške humanitarne pomoči. Tega pa jaz ne razumem. Zakaj nekdo ni pripravljen sprejeti humanitarne pomoči države, ki ga želi odstraniti z pozicije? Kako ne bi taka humanitarna pomoč sploh izgledala? 200 000 vojakov prenese en narezek, pride tankovska divizija pa pripelje, ne vem, torto z napisom čestitke predsednik Guaido. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!